To je zdaj z nami, producent filma Aleš Pavlin. Dober večer. Dober večer. Gospod Pavlin, čemu pripisujete zdaj tako velik odziv gledalcev na film, glede na to, da gre, če se tako izrazim, za težek film s hudo življenjsko zgodbo, glavna junakinja se bori z rakom, ki se ga na nek način vsi bojimo? Res je, ampak mislim, da ta film, predvsem gre za zelo kvaliteten film, za zelo kvaliteten slovenski film, z izvrstno igralsko zasedbo, izvrstno režijo Marka Naberšnika. Mislim, da nam je uspelo nagovoriti zelo širok nabor občinstva, oziroma ciljno občinstvo je zelo široko in nekako nam je v sami promociji uspelo jih nagovoriti. To so recimo prebolevniki, to so ljudje, ki so koga izgubili, to so ljudje, ki mogoče samo so malo nostalgični po 80-ih pa 90-ih, ampak skratka nekako ta film se praktično vsakogar dotakne. Mi dobivamo res izjemne odzive občinstva. Jaz direktno na družbenih omrežjih, da ne govorim, koliko dobiva Bronja Žakelj, ki pa pač je itak, bi rekel, inspiracija mnogim Slovenkam in Slovencem. Ampak zakaj menite, da se ta film ljudi tako dotakne, da jokajo med filmom? Nekateri niti ne zdržijo do konca, ne grejo iz kine dvorane? Ja, film je izjemno emotiven. Kot ste samo omenil, je težka tema, prebolevanje, izgube, življenjske izgube, ampak na koncu, jaz mislim, da je katarza. Na koncu vidimo Bronjino fotografijo, ona je danes tu, uspešna pisateljica, prevedeni roman v 8 tujih jezikov, mati 2 otrok, mimo pa en sijajen film. En sijajen film, ki bo ostal, ki sem prepričan, da bo postal slovenska klasika. Ampak kljub opozorilu, da lahko eden od prizorov povzroči omotico, ljudje hodijo trumno gledati ta film. Ja, zato ker ta film tudi toliko dobrega prinese. Mi tudi sledimo te odzive, ne vem, napišejo, joj, šla bom še enkrat gledati film, ali pa šla bom gledati hčerko, ali pa skratka, ljudje ga, oziroma tudi jaz sem že dobil veliko odzivov, gledali smo drugič, na drugačen način smo ga gledali, ampak ta film je zelo bogat. Bogat je tudi produkcijsko, bi rekel, tudi mi imamo zvočno podobo, imamo pesmi, ki nas vrnejo v tista 80-ta, imamo izvrstno scenografijo, kostumografijo in pa izjemno igralsko zasedbo in jaz mislim, da ljudje pač si želijo gledati takšen film in to je pač dokaz. Ampak ko ste omenili igralsko zasedbo, zbrali ste res zvezdniško zasedbo, Anico Dobro, Jurija Zrnca, Tjašo Železnik, Ivo Kranjc, Vladimir Tintor, jih je bilo težko prepričati? V bistvu ne, zato ker vsakega od njih je, ko smo jih nagovorili oziroma povabili, ga je ta zgodba nekako tudi nagovorila. In moram reči, da se mi tudi z njimi, tudi zdaj, ti odzivi kasneje so, mi smo še zmerno izjemno močno povezana ekipa, pa delal sem že mnoge filme, pa se ekipa razpade, ampak mi pa, bi rekel, na podelitvah Zlatih rol in podobnih in na festivalih, kjer gremo v tujino, smo izjemno povezana ekipa in ostajamo povezana. Kateri prizor pa se recimo vas najbolj dotakne v filmu? Ja, teh prizorov je veliko, ampak bi rekel, čustveno najmočnejša sta takrat, ko mora Dada, Anica Dobra, povedati Bronji, da mati umira, ker pač tudi mati tega ni vedela. Pa bi rekel, izjemno močan je ta prizor, ko Jurij Zrnec opazi oče, oziroma ko ona reče, da ima bezgavke zatečene. Pa bi rekel, izjemno emotiven je pač Dan ljubezni Valeta, kjer je pač tudi ta predelava, te znamenite popevke iz 70-ih, v bistvu v 50-letnici smo predelali pesem Dan ljubezni, ki jo na Valeti odpoje Ana Milčinski. Koliko je recimo proračun tega filma, Belo se pere na 90 v primerjavi s hollywoodskimi filmi, ki jih trenutno lahko ljudje gledajo v slovenskih kinematografih? To ni primerljivo. Mislim, mi smo se potrudili, da smo naredili film na takem nivoju, kot smo si želeli, zato je to koprodukcija 6 držav, ampak to je pač ena skromna slovenska produkcija, red velikosti 1,5 milijona, seveda hollywoodski ti blockbusteri, s katerimi pa tekmujemo, so pa 100 milijonov plus. Ste pričakovali tak uspeh? Jaz intimno sem pričakoval uspeh, tako hitro take številke nisem pričakoval, ampak nekako sem bil pa prepričan, da bo ta film dejansko nagovoril ljudi, kot jih je. In to se je zgodilo. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.